Sobota, dan za nove točke in zanimive novosti. Med evropske preizkušnje se je vrinilo prvenstveno gostovanje v Lendavi z nekaj rotacijami v začetni enajsterici in s premiero Jasmina Handanovića v mariborskem moštvu. Ob tem še ena novost, prvi nastop prvakov v novih uradnih Adidasovih dresih po vmesnem igranju v začasni opremi. Ker je domača ekipe Nafte izbrala modre drese, so gosti lahko izbrali rezervno barvno kombinacijo. Na predstavitev v vijoličastem bo tako treba še počakati. Za Jasmina Handanovića je v petkovem popoldnevu prispel certifikat z Italijanske nogometne zveze, ki mu omogoča registracijo in prinaša dovoljenje za nastop. Darko Milanič ga je takoj postavil med vratnici, da bi pridobil nekaj tekmovalnih občutkov pred potjo v Izrael. In že v 5. minuti je bil slovenski reprezentant na prvi preizkušnji takoj uspešni. Lesjak je po akciji gostiteljev po sredini ob vstopu v kazenski prostor spretno nameril v desni spodnji kot, izkazal se je novi mož v mariborskih vratih. O pomenu Handanovićeve prisotnosti za igralce pred njim Jovan Vidović pravi: Vsekako neka izkušnja več, neka samozavest dodatna. Vemo, kaj je Jasmin Handanović, ki je vse obranil, tako da daje nam obrambni celi ekipi, daje nekako samozavest, spodbuja pozitivno, res enkratno. Predvsem na začetku tekme nas je, ko so nas nasprotniki nekako prebili, centrirali, šutirali, nas je nekako dvakrat ven potegnil, na koncu se videli, da smo služeno zmagali. Z mariborske strani prva nevarna akcija iz protinapada. Volaš je pritekel do soočenja z domačim vratarjem, vendar nameril mimo desne vratnice. V živahnem, zanimivem dvoboju so ritem igre narekovali izbranci Darka Milaniča, toda Lendavčani niso razmišljali le o obrambi, ampak so iskali pot do zaključnega udarca. Cvijanović je v tej akciji spretno globinsko podajo našel Mertlja, ki se mu je odprla pot do gola, a ga je na robu kazenskega prostora z drsečim posredovanjem ustavil Levačič in odpravil nevarnost. V 37. minuti pa vodstvo. Ibrahim je izvajal prosti strel z leve strani, Rajčević se je izvlekel na rob na desni strani, usmeril žogo v sredino kazenskega prostora, kjer je Volaš pozorno spremljal akcijo in potisnil žogo mimo vratarja Ajleca v levi kot. Mislim, da smo imeli kontrolo čez celo tekmo, imeli smo svoje priložnosti. Nekaj, hvala Bogu, dve smo izkoristili, ampak mi znamo še boljše. Pravijo, da na začetku sezone ne moreš igrati najboljše, vendar mi smo enostavno dolžni, kajti en vrhunec sezone je že tu na začetku, Evropa in to. Veseli smo, da se naša igra stopnjuje in upam, da že v sredo pokažemo še boljšo igro. Lendavčanom je v drugem polčasu uspela hitra akcija po levi strani. Ušel je Vinko, prišel do soočenja z mariborskim vratarjem, ki je ob posredovanju toliko spremenil smer žogi, da je zadela vratnico in se odbila nazaj na igrišče. Nato pa zaporedni mariborski poskusi za povišanje vodstva. Volaš in Berić sta ušla po desni strani, Berić ob podaji Volaša obranilca Nafte, žoga se je odbila do Ibrahimija, ki je nameril proti desnem kotu, toda za nekaj centimetrov ne dovolj natančno. Berić si je ob trenutkih stopnjevanja napadov proti lendavskemu golu po spretnem sprejemu v kazenskem prostoru žoge pripravil položaj za udarec iz obrata proti levemu kotu, izkazal se je vratar Ajlec.
Udarec z razdalje je preizkusil Cvjanović. Ajlec je skušal ujeti žogo, a je uspel odbiti le v kot. Po kotu pa obetavna situacija za Volaša. Nepričakovano se je pred golom žoga odbila do njega, toda udarec čez prečko. Trud se je v končnici dvoboja vendarle obrestoval. Po zaporednih poskusih žoga drugič v lendavski mreži. Znova sta v akciji za zadetek sodelovala Rajčević in Ibrahimi. Rajčević je požrtvovalno z drsečim posredovanjem spravil žogo do Ibrahimija, sledil je natančen predložek v kazenski prostor. Berić pa z glavo zanesljivo mimo domačega vratarja. Tako je nogometašem Nafte ostalo le še nekaj časa, da v zadnjih trenutkih tekme pridejo do častnega gola. Po predložku Vinka z leve strani je Polarečki pritekel v 5-metrski prostor in spravil žogo ob levi vratnici za končnih 1:2. Po drugi prvenstveni in skupaj že četrti zaporedni zmagi, če prištejemo še obe tekmi proti Luksemburžanom, odhaja vijoličasta odprava v dobrem razpoloženju in z ustrezno mero samozavesti v Izrael. Na pot se gre v ponedeljek, tekma pa bo v sredo ob 20:05 po našem času. Jasno je, da na tej prvi tekmi je cilj pripeljati domov aktiven rezultat, kateri bi nam omogočal napredovanje. Zavedamo se, da bo težko, ker je nasprotnik dober, vendar je moštvo v vzponu, kvalitetno in fantom zaupamo, tako da imamo realne šanse za uvrstitev v naslednji krog, vendar popolnoma jasno moramo biti na svojem maksimumu in odigrati dve fantastični tekmi. Oni so definitivno v vlogi favorita. Tako je. Glede tega, da smo v prejšnjem krogu bili mi izraziti favoriti in se je to videlo, da nas malce ovira, je v tem trenutku sigurno boljše. Tudi lani smo se boljše znajdli, ko so bila druga moštva, ko so imela pač druga moštva ta epitet.